Hvala, Sabina, za tako lep uvod. Z veseljem prevzamem besedo in vas malo popeljem na področje psihologije športa. Ampak danes malo drugače. Ne bomo toliko govorili o tem, kaj je psihologija športa, niti ne bomo toliko povezovali tega z branjem, kot smo morda to delali v preteklosti, ampak danes se predvsem bolj posvetimo vam, učiteljem, staršem, morda tudi kakemu trenerju. In se bomo predvsem bolj pogovarjali o tem, kaj pa lahko vsi mi naredimo, da z mladimi športniki delamo dobro, da jih vzgajamo, da jih razvijamo, tudi s pomočjo knjig, seveda z branjem in predvsem s širino naših postopkov, ki jih moramo uporabiti, če bi radi z mladimi, z mladostniki, hkrati športniki dobro delali. Jaz bom delila svoj zaslon, da me lahko spremljate. Še preden pa to naredim, vas poprosim in vabim, da prižgete kamere, da vas tudi jaz vidim, da bo precej lažje tudi meni predavati in da ste aktivni. Zelo bi si želela, da aktivno sodelujete s komentarji, odgovori, tudi v chatu, če vam je to lažje, ker bomo sigurno naredili predavanje veliko boljše. Tako, evo, zdaj sem delila zaslon, če vse deluje, potem ga tudi vi vidite. Torej, izzivi dela z mladimi športniki za trenerje in učitelje. Zakaj predavam o tem? Zato, ker skozi svojo kariero športne psihologinje velikokrat opažam, da niso samo mladi športniki tisti, ki imajo na svoji poti izzive in težave in probleme, ki jih čakajo v športu in v šoli in povsod drugje, ampak smo predvsem tudi vsi mi tisti, ki za te mlade športnike skrbimo, tisti, ki kdaj potrebujemo pomoč in usmeritev, kaj narediti, kako komunicirati z mladimi, kako se jim približati, kako jih motivirati, a jih pohvaliti, a jih kritizirati, a od njih zahtevati stvari, ki bi jih zahtevali od mladostnika, čeprav so zelo obremenjeni. Skratka, vsi mi ostali imamo tukaj ogromno vprašanj. Skozi delo na športnih gimnazijah, kjer sodelujem kot zunanja sodelavka, psihologinja, športna psihologinja, tudi ugotavljam, da se mladi vedno več in vedno pogosteje obračajo na nas psihologe, športne psihologe, zato ker nas tudi vedno bolj sprejemajo kot nekoga, ki mu lahko zaupaš svoje probleme, ki mu lahko poveš, kaj te teži, ne glede na to, ali se to tiče športa, šole ali kakih drugih področij. Hkrati delam tudi v velikem številu klubov, zvez v različnih športih z različno starimi športniki, ampak večina mojih športnikov je starih nekje med 15 in 20, 25 let, kar je vseeno še vse, bi lahko rekli, da so to vse še mladi športniki, ki se seveda še vedno razvijajo. Torej, danes nas čakajo različna področja. Jaz bi najraje odgovorila na ta vprašanja, morda še na kakšno drugo. Dotaknila se bom tega skupaj z vami, kakšni so torej mladi športniki, ki jih poznate, ki jih mogoče učite, ki jih vzgajate in zakaj so takšni. Govorili bomo tudi o celostnem pristopu v športu in zakaj je potreben. Hkrati bi vam rada pokazala širino vplivov na mladega športnika in smernice, kako podpreti mladega športnika in kako vplivati na njegove ključne psihološke lastnosti, kot so na primer motivacija, koncentracija, kontrola čustev, samozaupanje in tako naprej. Hkrati se želim posvetiti tudi komunikaciji. Zakaj? Zato, ker se nam marsikdaj zdi, da do mladih športnikov pravzaprav ne moremo priti, da se nam ne odprejo, da se nam ne zaupajo, čeprav bi mi to želeli, ampak se nam v mladostništvu vedno bolj odmikajo. Zato se bomo tudi pri komunikaciji malo ustavili in se pogovorili tudi o tem, kako dajati pohvale, kako grajati, kako kritizirati in potem skupaj ugotovili, kaj je tisti najboljši način dela z mladimi. Pa začnimo najprej z vami. Zanimajo me vaše izkušnje. Lahko napišete v chat, samo na kratko, ni treba na dolgo, lahko se oglasite. Čisto na kratko, povejte mi, kakšne so vaše izkušnje, kakšni so te dijaki športniki ali tudi osnovnošolci športniki, kako bi jih opisali, kaj se jim dogaja v športu doma, v družbi, kakšni so.
utrujeni. Okay. Kar zapišite v čaj. Torej, kakšni so športniki, ki jih poznate, mladi športniki, osnovnošolci, srednješolci, kako bi jih opisali? A so to problematični, a so živahni, a jih težko nadzirati, a so divji, a so utrujeni, preobremenjeni, zelo disciplinirani, družabni, vztrajni. Super. Odvisno od posameznika. Pogosto so bralci. Ja, drži. V osnovni šoli so zelo dejavni, potem večina opusti treninge, tudi to drži. Včasih izkoriščajo status športnika. Drži, sem čakala, da pridemo tudi na to področje. Torej, naši športniki niso vsi biseri, veliko jih je, ampak nekateri tudi niso in znajo, kdaj tudi izkoriščajo status športnika, drži. Okay. Torej, niso vsi isti, a ne? Tako kot nadaljujem na slajdu, torej niso vsi isti, ne moremo vseh vrči v en predalček, v eno kategorijo in reči, vsi so taki, ampak se med sabo seveda tudi zelo razlikujejo. Malo smo že začeli s tem, kaj nas moti, kaj nam ni všeč pri njih, a ne? Kaj oni delajo in to ni v redu, ne za nas, ki z njimi sodelujemo in ne seveda tudi za njih. Kakšno so tiste vedenja, ki nas motijo pri mladih športnikih? Torej to, da izkoriščajo kdaj status športnika, a je še kaj takega. Še nekaj pohval, da so resni, odgovorni, radi berejo. Je kaj takega, kar nam ni všeč? Kar pride športom, pa ni v redu. Ja, ozek interes, samo šport pišete. Res je tudi utrujenost, poškodbe, tekmovalnost. Če prihajate iz srednjih šol, nekateri tudi zelo veliko manjkajo. Egoizem tudi. Ja, tako je. Se pravi, imamo tudi nekaj vedenj, nekaj lastnosti, ki nas moti oziroma ki bi jih radi spremenili. Zakaj pa mislite, da je to tako? Torej, zakaj delajo to? Zakaj manjkajo? Zakaj izkoriščajo status športnika? Zakaj so egoistični? Zakaj so kdaj tako tekmovalni? Zakaj kdaj ne pridejo, pa rečejo, da so bili na treningu, to je zelo pogosto. Mi smo imeli trening, ampak ga niso imeli in so raje dolgo spali, ali pa rečejo, da so komaj prišli iz tekme zelo pozno in da pa niso mogli zjutraj v šolo, pa potem zvemo, da to ni res. Ja, tekmovanja, treningi. In nekaj, kar še niste napisali, ampak je tudi zelo, zelo pomembno, da ne pozabimo, mi se pogovarjamo o športnikih, ampak pozabljamo na njihovo osnovno vlogo oziroma osnovni problem, ki je pri njih, in to je razvojno obdobje, v katerem so. Mladostništvo, ki se začne nekje okrog 11. 12. leta, in se potem še kar nadaljuje, celo podaljšuje se tale doba. In tudi, če te športniki ne bi imeli športa, bi imeli določene izzive, ki jih vsak mladostnik seveda mora reševati. Vse, kar pišete, je res. Ja, se bomo še vrnili k temu, nimajo časa za vse, so utrujeni, so samo otroci osredotočeni, preveč obveznosti, premalo časa zase. In pogosto tudi zelo na ozkem področju gradijo svojo identiteto v športu. Če se najprej obrnemo na mladostništvo, pa pogledamo, kaj je zdaj tukaj tako težkega, da se mladostniki odzivajo tako, kot se odzivajo, imajo tukaj težave, ne glede na to, da se športom ukvarjajo ali ne. Se pravi, probajmo pogledati na to kot eno srednjo fazo med otrokom in odraslim. Se pravi, za vsako srednjo fazo, za vsako sredino je značilna negotovost. Se pravi, nisi več otrok, pa nisi še odrasel, si nekje vmes. In ta negotovost, to, da si nekje vmes, seveda zbuja neko stisko. In v tem obdobju se največ zgodi na psihološkem, na socialnem, na telesnem področju. Vse se začne zelo hitro in zelo intenzivno odvijati. Začenja se s puberteto, kar bolj označuje ta telesni
telesno dozorevanje, ampak seveda na vseh ostalih področjih ta hiter razvoj tudi sledi. In že to, da se jaz tako hitro spreminjam, da se moje telo spreminja, da se moje interesi spreminjajo, da drugače gledam nase in na druge, že ta psihično-fizično razvoj je sam po sebi zahteven, kaj šele pritiski iz okolice, ki jih nevede tudi mi dajemo s tem, da rečemo, ja, zdaj si pa že mladostnik, zdaj si pa že starejši, zdaj boš pa to sam naredil, zdaj boš pa ti sam poklical trenerja, zdaj boš pa ti sam se dogovoril v šoli, kdaj boš manjkal. In tudi mi vedno bolj seveda tem našim otrokom, pubertetnikom nalagamo vedno več odgovornosti, kar je prav, seveda, zato ker jih želimo pripraviti, ampak pri njih seveda to še dodatno stisko povzroča in zato je v tem obdobju značilen umik, zmedenost, zato ker ne vem, kje sem, kam bi šel, kaj bi zdaj sam sabo. Hkrati čustva se izjemno poglobijo, kar pomeni, da so naši mladostniki vedno bolj občutljivi in labilni. Lahko se zgodi, da zjutraj se počutijo še super, je vse v redu, ampak okrog kosila pa se takoj nek konflikt zgodi, čisto brez potrebe za neko malenkost. In lahko tudi doživljajo nasprotujoča si čustva in sami pri sebi ne prepoznajo, kaj se jim pravzaprav dogaja, kar je seveda normalno zaradi razvoja možganov. Hkrati seveda želijo počasi, ampak izpade kdaj tudi zelo na silo, prekiniti emocionalne vezi z družino. Zakaj? Zato, ker so v tem obdobju vedno bolj pomembni vrstniki. Hkrati se poveča tudi anksioznost oziroma tesnobnost, vedno več razmišljajo o sebi v družbi, kako me drugi vidijo, sem uspešen, sem neuspešen. In tudi oni seveda pri sebi opazijo, jaz bi rad bil pripaden, rad bi bil del družine, rad bi bil neke družbe, a hkrati bi rad bil tudi malo sam. Rad bi bil enak drugim in sprejet, a hkrati bi rad bil nekaj posebnega, malo drugačen od drugih. Rad bi bil neodvisen, a hkrati sprejet. Rad bi bil uspešen, a hkrati bi se rad zabaval, pa sproščal, pa nič počel. In po drugi strani na nek način sem ambiciozen, jaz imam cilje, jaz si želim uspeti v športu, na primer, ampak mi je pa bolj pomembno zdajle igrati igrice in zdajle se ukvarjati z neko aktivnostjo, ki me v tem trenutku zaposli. Se pravi, tudi pri njih ogromno nasprotujočih si potreb. Kot smo že povedali, vrstniki so v tem obdobju zelo, zelo pomembni in je tudi seveda mladostnik na njih zelo navezan, večino potreb tam zadovolji, se z njimi zelo poveže, in seveda z družino toliko manj. Zato je pomembno, da ima prave modele, dobre prijatelje, da se preizkuša v različnih družbah, da prevzema različne vloge, da pridobiva na tak način tudi vrednote in da se seveda uri v tem, kako navezati stik, kako se pogovarjati z nekom, kako vzdrževati dobre, lepe stike s prijatelji in tako naprej. Z družino, kot sem že omenila, po eni strani bi rad bil enakovreden družinski član, ki je odrasel in pričakuje seveda, da se do njega tudi tako obnašamo, ampak hkrati pa vedno bolj postavlja mejo, kaj bo povedal svojim staršem, koliko bo svojimi starši delil in na nekaterih področjih zelo na silo, kakšne čustvene vezi tudi trga. Naprimer, ne pove, kaj se je dogajalo nekje, ko se je družil s prijatelji, ker to se tiče samo njega, in on tega ni dolžen povedati. Hkrati na nekaterih področjih, kar je seveda prav, še vedno se zateče po pomoč k staršem normalno. Je pa zdaj vedno bolj kritičen do staršev. Če prej so bili starši najboljši, najbolj sposobni, vse naj, zdaj niso več. In zato tudi mogoče kritizira, odgovarja, se upira in išče konflikte, kar je po eni strani tudi v redu. Zakaj? Zato, ker je pripravljen iti v konflikt v nekem okolju, kjer se počuti varnega. Ker če se ne bi, potem tudi tega ne bi počel. In on se tudi seveda mora izuriti v tem, kako povedati, da mu nekaj ni prav, kako izraziti svojo željo, svoje nasprotovanje. In okolje, v katerem to lahko dela, sigurno je in mora biti družina najprej. Šele na to se bo naučil, kako bo to počel tudi izven družine. Kaj pa so zdaj ta velika pričakovanja, ki jih imamo in jih imajo tudi seveda mladostniki do sebe? Sprejeti svoje spreminjajoče se telo,
in ga uporabljati na pravi način. Tu jim seveda šport lahko pomaga. Ustvarjati nove, boljše, zrelejše odnose z vrstniki, jih poglobiti. Tudi seveda se začnejo v mladostništvu končno malo pogledajo tudi, se pa obstajajo tudi punce oziroma se obstajajo tudi fantje, prej se družijo samo s fanti in samo s puncami, se pravi znotraj svojega spola, potem pa malo odkrijejo, da tudi obstajajo nasprotni spol in odkrijejo tudi mogoče kakšne odnose prijateljske in se začnejo pogovarjati, navezovati stike, kar je v redu. In seveda čustvena neodvisnost od staršev se počasi začenja oblikovati, oblikujejo svojo vlogo v družbi, oblikujejo svoje vrednote, svoje načela, izbirajo, kaj bodo študirali, kako bodo študirali, kako šolo bodo izbrali, kaj si želijo v življenju početi, se pripravljajo malo na to, kaj jih čaka. In to so, če dobro pogledamo, to so kar velike odločitve. Izbrati pri 18-17 letih to, kar boš počel praktično celo življenje, izbrati svoj poklic, to je velika odgovornost in seveda so mladi zelo zmedeni, ker ne vejo, večina še ne ve, kaj je tisto, kar si želijo početi. Kaj je še pomembno? To, kar sem prej že omenjala, ko smo se pogovarjali o tem, da lahko na področju športa zelo ozko oblikuje svojo identiteto in da je to pogosto velik problem, ki ga opažamo športni psihologi. Ker identiteta je nekaj, kar smo vsi in bodo vsi, tudi mladostniki, gradili skozi pozno otroštvo in mladostništvo. In če gradimo to samo na enem področju, imamo tu lahko veliko težavo, če nam na tem področju ne uspe. In najbolj intenzivno seveda je to v obdobju mladostništva, ko se jaz sprašujem, v chatu ste napisali iskanje samega sebe, to je res lepa beseda oziroma lep opis tega, se pravi, kdo sem jaz? Kaj jaz sploh želim biti, kam grem, kaj je meni pomembno, kaj je meni vredno, zakaj bi se jaz rad potrudil, kaj si jaz želim v življenju delati, s kom si želim biti v življenju. In to so velika pomembna vprašanja, ki mladostnika zadanejo prej ko slej v mladostništvu. In sam je on tisti, ki si mora na to odgovoriti, mi smo pa tisti, ki mu pomagamo, svojim vzgledom seveda, In pomembno je, da mu tudi pustimo, da proba več različnih vlog, da ima možnost izbire in, zelo pomembno, naj dela napake. Ker če ne bo delal napak, se tega ne bo mogel naučiti. Se mi vemo, da nekatere aktivnosti, nekatera dejanja, ki jih bodo počeli, ne vodijo tja in da so napake in bi jih radi na to opozorili prej, da ne bi sami šli skozi to, ampak ravno to je tisto, kar je potrebno, da sami grejo skozi to, da sami naredijo napako in da potem sami vidijo in se nekaj iz tega naučijo. Zdaj pa dodaten problem, ki ga pa imajo športniki, je pa tu seveda športno okolje. Tako kot ste že prej opisali, utrujeni so, veliko stvari imajo, preobremenjeni so. In športi se med seboj zelo razlikujejo. Verjetno ste tudi med svojimi dijaki ali pa svojimi šolarji opazili, da nekateri trenirajo zelo pogosto, nekateri malo manj, da so nekateri športi zahtevajo več neke organizacije, več poti, več sodelovanja staršev, nekateri športi malo manj. In tukaj so res velike razlike. In zato pogosto v srednješolskem izobraževanju nastajajo problemi prilagajanja. Kako se zdaj prilagoditi tako, da bo za vse enako, če oni potrebujejo različne prilagoditve, glede na to, da tudi oni prihajajo iz različnih športnih okolij. Se pravi, to, kar je zelo pomembno, je, da v športu se od njih veliko pričakuje. Od trenerjev, od staršev, od tega, da je konkurenca tudi huda. V športih, kot so recimo tenis, gimnastika, kjer prihaja do specializacije mnogo prej, se vam lahko že v osnovnih šolah zgodi, da bodo manjkali zaradi tekme in zaradi treningov, da bodo že tam tako zelo obremenjeni, kot so v drugih športih šele kasneje. To psihološko seveda prehiteva razvoj, se pravi pri 9-10 so tako obremenjeni, kot pri teh letih še ne bi smeli biti in je to izziv sigurno psihološko za vse, ki s takimi mladimi športniki delate in delamo. Hkrati pa recimo v nekih drugih športih ekipnih se to začne dogajati malo kasneje.
Nekaterih je bolj pomembna zdržljivost, drugih bolj gibljivost, bolj tehnični športi, netehnični športi. Eni so bolj varni, drugi so bolj rizični, eni so bolj dragi, drugi so bolj poceni. Eni so zelo znani v športu, za nekatere sploh slišali niste, nekatere bolj cenimo v Sloveniji, druge manj. Skratka, tukaj prihaja do zelo velikih razlik. In tudi športniki so si med sabo različni. Enim je to zelo pomembno, drugim malo manj. Eni so boljši, drugi so slabši, kar se rezultatov tiče, in po osebnostnih lastnostih se seveda razlikujejo. Ampak kar je pa povsod isto, je pa to, da si mlad športnik želi biti uspešen, da želi biti dober, da želi biti boljši kot so ostali, da želi zmagovati, napredovati, premagovati druge, da si želi priboriti svoje mesto v ekipi, da želi biti izbran za neko večjo tekmo. In to velja ne glede na to, iz katerega športa vaši športniki prihajajo. In zdaj smo v bistvu tukaj. Naša situacija je torej taka. Mi imamo enega zmedenega mladostnika s polno razvojnimi drugimi nalogami, ki jih mora narediti, kot je se povezati z družbo, se odtrgati od staršev, spoznati in sprejeti svoje telo in tako naprej. In hkrati ta isti mladostnik ima zelo težko, skoraj da nemogočo nalogo v športu, uspeti si priboriti mesto, se napredovati, priti v nekem, recimo temu, boljši klub in tako naprej. Se pravi, to imamo mi zdajle, in naša naloga je, da mi za njega motiviramo. Da ga motiviramo za šolsko delo ob vsem tem, da ga motiviramo, da ne rečem še za branje ob vsem tem, ko je že tako preobremenjen, da ga motiviramo, da recimo kdaj pa kdaj tudi on preobleče posteljnino in umazane gate vrže v koš in tako naprej. Se pravi, vse to zdaj moramo mi narediti. Zato imamo mi težko nalogo. Ne samo te naši mladi športniki, ampak mi, učitelji, trenerji, starši, psihologi in vsi mi ostali, ki smo okrog teh športnikov, imamo izjemno težko nalogo, ne samo športniki sami. In zdaj me zanima, a ste kaj motivirani za tole? Tole se ne sliši dobro, to so visoki cilji. In mi od njih pričakujemo, da so izjemno motivirani, da pridejo v šolo, da se učijo, da trenirajo, da sprejmejo poraze, da še kaj preberejo vmes in tako naprej. To pričakujemo od njih in to je težko. Ampak hkrati pa tudi od sebe pričakujemo, da bomo mi vse to lahko tem mladim dušam dali. In rada bi vam povedala, da je to zelo težko. Da je to zelo težko in si včasih tudi mi sami veliko naložimo. Dajmo začeti tukaj. Če bomo vedeli, kakšen cilj imamo, bo mogoče lažje. Kakšne dijake, športnike si pa želite oziroma kakšne šolarje, športnike si pa želite, s kakšnimi je najlepše delati? Vsi imate že nekaj izkušnje, napišite mi prosim, kakšni so tisti, ki se jih pa še zdaj spomnite, da so bili toliko fajni in toliko so bili, ne vem, pridni, motivirani, spoštljivi. Kakšni so tisti, ki jih je lepo imeti v šolskih klopeh? Ali pa na treningu, če ste morda trener. Lepo vzgojeni vprašaj. Kaj pa je lepo vzgojen? Kaj natančno to pomeni? Radovedni, vedoželjni. Pozitivni, prenašajo neuspehe, zadovoljni, sproščeni, veseli, spoštljivi, pripravljeni delati, motivirani za delo, zvedavi, točni, empatični, take, ki jim je mar tudi za šolo, poleg športa. Odlično, super. Zdaj pa me zanima, koliko takih pa dejansko imate v razredih in na treningih. Koliko takih pa zares poznate, ki so toliko motivirani in toliko fajn in toliko spoštljivi in toliko radovedni in toliko tudi motivirani za šolo. A jih je veliko? Ali jih je malo manj? Da vse to že so, kar smo zdaj prebrali.
Jaz mislim, da tako kot pišete, da so v manjšini, da jih je malo manj, da so to nekateri, sigurno pa to niso vsi. Ja? Da ne bomo krivični, jih je nekaj, ampak realnost je taka, da to niso vsi in je to tudi normalno, zato pa vedno znova pravimo, da jih mi želimo, moramo narediti. Oziroma, da se bo lepše slišalo, mi smo tisti, ki jih razvijamo, ki jih učimo, ki želimo na njih tudi vplivati. In moj argument, zakaj je to tako, je ta, da smo Slovenci v tem praktično najboljši ali pa zelo dobri. Torej, to je to, kar mi športniki delamo. Mi ne izbiramo, mi ne selekcioniramo, tako kot morda psihologi v drugih državah, velesilah. Po vprašalniku vidimo, kdo je že psihološko dovolj stabilen, motiviran, ampak mi vzamemo vse in iz njih skušamo narediti dobre športnike. In tudi mi danes, ki se tukaj pogovarjamo, si želimo iz tega bazena, ki jih dobimo, narediti vse, kar se da, izkoristiti potenciale, ki jih te mlade športniki, mladi dijaki, osnovnošolci imajo. In če to želimo narediti, jih najprej moramo dobro poznati, spoznati in razumeti. Ker če jih razumemo, če jih spoznamo, vemo, na kakšen način razmišljajo, potem bomo veliko lažje našli prave mehanizme, kako na njih vplivati. Na njih pa vpliva veliko število dejavnikov. Nismo samo mi, se pravi šola, učitelji, sošolci, športni psihologi ali pa trenerji, ampak je tukaj še malo more drugih vplivov. Starši, bližnji, prijatelji, javno, socialna omrežja v zadnjem obdobju zelo, zelo močan vpliv, izkušnje, ekipa, sotekmovalci, konkurence in tako naprej. Se pravi, vse to so vplivi, ki delujejo na mladega športnika, kar pomeni, da tudi če ena puščica opravi vse, kar se da, še vedno je drugih puščic toliko, da ta ena puščica ne bo mogla vsega spremeniti. Ja, zato vam pravim, da smo si naložili težko nalogo, recimo kot starši ali pa kot učitelji. To ne pomeni, da se ne da nekaj spremeniti, ampak da moramo biti pozorni praktično na vse vplive, če se le da. Celostni pristop v športu pa ravno to pomeni, se pravi, da gledamo na tega mladega športnika celostno, da se ne ukvarjamo samo s tem, kar bi morda zmotno kdo mislil za športnega psihologa, da bo ta športnik uspešen rezultatsko. Nikakor. Vsi športni psihologi smo v osnovi psihologi. To pomeni, da je na prvem mestu še vedno psihološka dobrobit in šele na to rezultati. Včasih gre to malo v nasprotju. Ja, pogosto se lahko zgodi, ne še pri mladih, ampak kasneje pa zagotovo. Zato je res pomembno, da delujemo na vseh možnih področjih, na celostni vzgoji, na šolanju, na tem, da se razvijajo, da nikakor ne dovolimo tega, da se nekdo, ki je športno uspešen, pri 12 odloči, da se ne bo šolal, ker enostavno to z argumenti moramo pokazati staršem, da je to nekaj, kar ne bo v redu za razvoj otroka. In da je res potrebno celostno pristopati. Tudi kasneje, ko športniki že so v nekem tekmovalnem pogonu in vrhunskem športu, še vedno je pomembno, da gojijo tudi druga področja. Kaj pa pomeni, da imajo glavo na pravem mestu? Veliko različnih stvari, ki jih bom malo hitreje prešla, zato ker se mi zdi vseeno bolj pomembno, da si pogledamo bolj praktične usmeritve za vse nas. Ampak samo, da vemo, kaj pa vse tisto pomeni, ne? Da smo mi tisti, ki na vse to vplivamo. Vse te lastnosti so seveda delno pod našo kontrolo, kar pomeni, da smo mi tisti, ki bomo te lastnosti, te značilnosti pri mladih športnikih želeli gojiti na različne načine. Seveda lahko tudi s tem, da damo dober zgled, s tem, da komuniciramo z njimi, da se pogovarjamo, da jim pokažemo, da jim dajemo primere na vseh teh področjih. Področja naših vzgojnih nalog so sigurno največje, da jim privzgojimo prave vrednote, da vejo, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Te vrednote se lahko kasneje tudi razlikujejo od vrednot staršev, ampak večinoma je vrednostni sistem nekaj, kar pridobimo v otroštvu in ne samo skozi mladostništvo, tudi v odraslo
moralno-etični razvoj, se pravi, kaj je prav in kaj ni prav. To je nekaj, kar si želimo, da bi mladi spoznali in se tako tudi vedli. Da bi znali izbirati svoje cilje, biti motiviran, znali najti družbo, v kateri se dobro počutijo, se tam prav obnašali, našli neko skupino, ki jim veliko pomeni, nadzorovali svoje čustva, prepoznavali svoje čustva, jih znali izražati in tudi, da bi se znali učiti, da bi bili pozorni in tako naprej. Seveda tudi telesni razvoj. Mnogo različnih vzgojnih nalog, ki jih želimo prevzgojiti. Kako? Kako zdaj vse to, kar smo rekli, kaj bi naj ta mlad športnik vse delal, kaj naj bi vse dosegel na šolskem področju, na športnem področju, na vseh drugih področjih. Poglejmo nekaj nasvetov, jaz sem jih izbrala nekaj, ki se mi zdijo najbolj pomembni, sigurno pa je tu še veliko nekih drugih, ki so v nekih specifičnih situacijah, morda celo bolj pomembni kot te, ki sem jih zdaj naštela. Zdi se mi zelo pomembno, da izberemo ustrezen vir avtoritete. Kaj to pomeni? Avtoriteta je nekaj, kar si vsi, ki delamo z otroki ali pa z mladostniki, želimo imeti. Ampak vsi o tem govorimo, pa nekako ne vemo, kako pa avtoriteto dobiš. A to, kar pride samo, ali to prideš v dvorano, v učilnico in te kar spoštujejo, zato ker si pač ti. To je pravzaprav zelo zakompliciran pojem v psihologiji, kaj šele pri psihologiji mladostnika, saj veste, kako so mladostniki in avtoritete. Prej smo se pogovarjali o tem, kako oni trgajo meje in preizkušajo meje in trgajo vezi in se upirajo avtoriteti, zato ker želijo sebe postaviti in tukaj imamo velik izziv. Ampak tudi v praksi se meni vedno znova izkaže nekaj in sicer to, da avtoriteta, ki temelji samo na funkciji pri mladostnikih, ne bo uspešna. In da veliko bolj uspešna je tista avtoriteta, ki je zgrajena na znanju in dobrem odnosu. Kaj to pomeni? Tukaj sem označila z rdečo tiste, ki pri mladostnikih in tudi pri otrocih v bistvu najbolj pomembno oblikujejo to, da oni naredijo potem to, kar mi od njih zahtevamo. Se pravi, avtoriteta je nekdo, ki ima to moč vplivanja, da bodo drugi naredili tako, kot je ta oseba rekla, pričakovala, zato ker imajo to osebo radi, ali zato, ker vejo, da on res obvlada, on je strokovnjak, on ima znanje, on bo meni nekaj naučil, ali to pa naredijo zato, ker je profesor, ker je nadrejen, ker je na položaju, ali pa zato, ker če ne bom, potem lahko dobim slabo oceno, ali pa potem mogoče ne bom igral na tekmi in tako naprej. Se pravi, avtoriteta, ne glede na to, kdo je zdaj ta oseba, so to starši, a so to trenerji, a so to psihologi, a so to učitelji, profesori. Moje priporočilo je, da ne računate na to, da vas bodo spoštovali samo zato, ker imate funkcijo, ker ste nadrejeni, ali pa samo zato, ker jih lahko kaznujete. Včasih je treba uporabiti tudi te prvi dve vrsti avtoritete, absolutno. Ampak večinoma bazira vaše delo z mladimi na tem, da se postavite kot strokovnjak, ki svoje delo obvlada in ki ima to moč, da nekoga nauči to, kar obvlada, in hkrati to, da smo jim blizu, da smo dobra oseba, da se lahko oni z vami pogovorijo, da se lahko na vas obrnejo, to jim zelo veliko pomeni. In tudi mi, če pomislimo sami zase, koga mi spoštujemo, komu mi sledimo, pa malo pomislite, kdo je to. To so verjetno šefi v službah, ki jih spoštujemo zato, ker jih imamo radi, ali zato, ker so nam nadrejeni, ali so to mogoče neke osebe v našem življenju, ki nam veliko pomenijo in jih spoštujemo in jih imamo radi zato, ker vemo, da imajo veliko znanja. In sami pri sebi bomo odkrili, da verjetno najbolj in najraje naredimo nekaj za ljudi, ki spadajo tukaj v zadnji dve področji. Potem
največji vpliv, po mojem mnenju, v mladostništvu imamo na samozaupanje. S svojimi kritikami, svojimi pohvalami, svojimi opažanji, s celotno komunikacijo, ki jo izvajamo do mladih. Zelo pomembno se mi zdi, da kot trenerji ali kot učitelji oziroma kdorkoli drug pazimo, da ne znižujemo kriterijev, kar pomeni, da včasih si mislimo, toliko so obremenjeni, dajmo jim to dvojko, toliko so obremenjeni, ne morejo, dajmo jim pač spustiti to pa to pa to. Če to delamo, potem na samozaupanje v bistvu negativno vplivamo. Samozaupanje raste takrat, ko naredimo nekaj, za kar smo se potrudili in kar je bilo težko. Zato pazimo, da ne bomo zniževali preveč kriterijev, še vedno kriteriji ostajajo isti in jih bolj kot to, da spuščamo kriterije, moramo učiti planiranja, organiziranja, kot pa to, da rečemo, ja, ti pa res si obremenjen in zato ne moreš. Prej kriteriji naj ostanejo. Veliko pohvale, pokažemo uspešnost, povejmo, opazimo, vedno vprašamo najprej njega, kako pa se je tebi zdelo. Ja, tam druga, tretja naloga, mislim, da mi niste šli. In potem mi dodamo, ja, res je, tako prav vidiš, in tudi pri 5 sem naredil napako in potem mi govorimo o tem, kar on ni sam opazil. Ja, fajn je, da najprej on pove, tudi za trenerje to velja. Premišljeno je treba razložiti, zakaj ni bil uspešen, kaj je bilo tisto, kar ni bilo uspešno, zakaj mu ni šlo, ali je bil nenatančen, ali je premalo se učil, ali skratka, vedno probujemo najti, kaj so tisti razlogi skupaj z njim in ga ne okriviti brez znanja za nekaj, kar nismo prepričani. Fajn je, da jim pomagamo pri postavljanju ciljev, če govorimo zdaj v šolskem kontekstu, tudi o spremljavi tega, kdaj bodo vprašani, kdaj imajo teste, da se to prej dogovorimo in da se tega res držijo. Hkrati, da so majhni koraki še do tistih končnih ciljev, dodati moraš to in to, da dobiš delno oceno in tako naprej. Večinoma so motivirani, če vidijo povratno informacijo, ker v športu to stalno vidijo, v šoli pa pogosto ne. In zato je fajn, da jim razdelimo tudi delo na manjše dele. Pazite, s kom se primerjajo. Športniki so zelo pogosto tudi perfekcionisti, kar pomeni, da lahko imate nekaj takih športnikov, ki bodo tudi v šoli želeli biti popolni in ne narediti napake in bodo morali doseči 5 in vse možne procente in take je tudi treba malo umirjati. Ja, da ni potrebno, da so povsod tako uspešni, predvsem zato, ker je škoda za mentalno zdravje potem prevelika. Torej mi smo tisti, ki je njihov prvi navijač, moramo pokazati, da verjamemo v njihove sposobnosti, tako v športu, kot tudi v šoli. Kar se tiče motivacije, je pomembno to, da predvsem pazimo, da so vsi sprejeti, da se vsi dobro počutijo, da skušamo oblikovati ure ali treninge čim bolj zanimivo. Jaz vem, da to ni vedno mogoče, če se pa le da, pa se potrudimo, da jih vključujemo, da so aktivni, da dajemo recimo tudi primere iz športa. Pri komunikaciji bomo se kasneje ustavili še pri pohvalah in kritikah, predvsem pa, da smo dostopni, da smo pripravljeni tudi poslušati, smo prijazni, vprašamo, kako je bilo na tekmi, kako jim je šlo, pustimo prvih 5 minut, da se malo razgovorijo, šele potem začnemo z uro. To je tista moč dobrega odnosa, o katerem smo prej govorili. Fajn je, da jih ne primerjamo med sabo, a si spet izgubil, ja vidiš, oni so pa zmagali, probamo se čim bolj zdržati takih komentarjev. Vprašanja so v redu, komentarje pa ne. Postavljanje ciljev je zelo pomembno pri športnikih, oni se na to zelo odzivajo, seveda, ker so tega vajeni iz športa. Planiranje testov, kdaj se bom učil, kako si bom naredil urnik in potem spremljava, mi to res gre. In po potrebi seveda tudi kontakt z bližnjimi, tudi včasih kontakt naredi šola s trenerji, ko je to potrebno, predvsem zato, da se uskladijo obremenitve, ki jih ta športnik ima. In tudi starši, prej ste omenili, da starši napišejo, kdaj tudi opravičila, pa to ne bi bilo potrebno, se strinjam, ja. Tukaj je včasih potrebno kot šola navezati tudi stik starši, da se jim razloži,
kakšne so negativne posledice tega početja na dolgi rok. Koncentracija je nekaj, kar je tako ali tako izziv v mladostništvu in je fajn, da vemo, kaj so globlji vzroki, zakaj niso koncentrirani, in najpogosteje niso koncentrirani v šoli zato, ker so utrujeni. Utrujeni pa niso samo zaradi športa, ampak so utrujeni tudi zato, ker seveda premalo spijo in ker so preveč na telefonih, kar direktno bomo povedali, tako kot je. Ne bomo lagali, to je res. Večina mladostnikov ima veliko težavo s kontrolo časa, ki ga preživi na socialnih omrežjih. In to seveda vpliva na koncentracijo, ker koncentracija je ponavadi sekundarni problem, kar pomeni, da koncentracije ni, če snov ni zanimiva, če sem utrujen, če nisem motiviran za šolo, če se mi zdi, da se bom preživljal športom in ne šolo. Tako da koncentracija ni tista, na katero primarno delujem. Tale druga je za trenerje, ampak mislim, da je z nami danes nič ali pa zelo malo trenerjev, zato bom to kar preskočila, pa se raje tukaj ustavimo še pri tistih stvareh, ki so morda bolj pomembne za vas. Koncentracija tudi med poukom je boljša, če jim povemo, na kaj točno se je potrebno skoncentrirati, na kaj želimo, da se skoncentrirajo, ne pa na tisto, kar se ne smejo, da smo čim bolj konsistentni, da jim tudi razložimo, zakaj je nekaj pomembno, kam jih bo to pripeljalo in kakšne posledice jih potem čakajo, če tega ne bo. To je malo bolj za trenerje, tudi to je za trenerje. Individualizirati navodila, včasih tudi vi pri pouku kot učitelji morda to potrebujete. Prej smo rekli, da se med sabo zelo razlikujejo kot športniki zaradi športa samega in zato tudi kdaj potrebujejo kako drugo prilagoditev, ki je bolj namenjena njim. In povratna informacija je izjemno pomembna, ker to od trenerjev stalno dobivajo in tudi od vas je fajn, da jo dobijo. Stres. Stres je nekaj, kar vsi doživljamo in pogosto našim mladim rečemo, da se za manj sekirajo oziroma da ni prav, da se oni sekirajo, zato ker oni sploh ne vejo, kaj je po tisti pravi stres, ki ga bodo šele doživeli, ki bodo odrasli, tako kot smo mi, ampak tu nismo fair, ne? Torej, največji stres je tisto, kar ti v tistem trenutku doživljaš, ti kot 18-letnik, 16-letnik ne moreš vedeti, kakšen stres te čaka pri 20, 30 in tako naprej, in zato je tvoj stres, ki ga čutiš takrat od 0 do 10 na 10. Ne mora biti na 6, zato ker je mami rekla, da na 10 je šele, ko si v službi. Se pravi, mi moramo spoštovati to, kar mladostnik čuti in predvsem pazimo, da mi nismo tisti, ki dodaten stres povzročamo s svojimi pričakovanji. Opazujmo, kaj pričakujejo, kaj govorijo, kaj si želijo. In ko opazimo, da si postavljajo cilje, ki niso realni, jih probamo umiriti, jih znižati in postavljati malo bolj realne cilje in pomagati pri tem. Sploh, če imajo to recimo v šoli, da mora biti obvezno 5 in da je 4 slaba ocena. Poslušajmo, kaj razmišljajo, kaj govorijo, kako reagirajo takrat, ko dobijo slabšo oceno, ko so bili neuspešni na tekmi in se probamo o tem malo pogovoriti. To bi bilo bolj za trenerje. In predvsem, kako jih pomiriti. Tako da jim pokažemo in povemo, da so se dovolj učili, se dovolj pripravili, dovolj dobro trenirali. Spomnimo jih na dobre treninge, spomnimo jih na dobre teste ali pa na neke dobre situacije, ki so se v šoli zgodile. Tako jim lahko na tak način dvigujemo samozaupanje. Zdaj se bomo posvetili še na hitro, ker nam bo drugače zmanjkalo časa, še komunikaciji oziroma pohvalam in kritikam. Komuniciramo na splošno, ne samo z mladostniki, pogosto iz svojih čustev, kar pomeni, da povemo tisto, kar se nam v tistem trenutku zdi, ne pa tisto, kar bi morda dosegalo cilj. Naprimer, če nekdo ne pospravi za sabo, mu rečemo, ti si nesnaga. Torej, to je bilo iz moje jeze rečeno. Ampak s tem, kaj sporočam, kaj si želim, ne ravno. Zato bi bilo boljše, da povem,
danes nisi pospravil, to, kar si danes pustil v kuhinji, to me jezi in bi si želela, da pospraviš, ker če ti to ne pospraviš, potem sem jaz tista, ki moram to pospraviti in smo se dogovorili, kako bo. Se pravi, vedno povejmo, katero vedenje nas moti, ne govorimo o osebi, ti si nesnaga, ti si neurejen, ti si len, tebi se ne da, nikoli se ne učiš, nikoli me ne poslušaš. To so besede, ki jih seveda mi rečemo v svojem razburjenju, ampak kako delujejo na mladega športnika, nič ne bo spremenil, ker kaj naj tukaj spremenim? Saj jaz sem len in meni se ne da. Če pa povemo, želim, da pomiješ posodo do večerje, je to zelo konkretno navodilo, ki ga lažje izpolni, kot pa to, da mu rečemo len si, nič se ti ne da. Hkrati pazimo, da ne bomo pozabili kritizirati. Kritiko rabimo vsi. Zakaj? Zato, ker če nimamo kritike, tudi stvari ne moremo spremeniti. In pomembno je, da kritiziramo ne osebo, ampak vedenje. Torej, to, kar si naredil, ni v redu. Zamujanje ni v redu. To, da nisi prinesel delovnega zvezka, ni v redu. Ne pa ti si len, ti si neresen. Se pravi, kritiziramo vedno vedenje. Tako tudi ta oseba, ki to rečemo, v našem primeru športnik, tega ne bo vzel kot žalitev in se na to ne bo emocionalno odzval. Kaj pa pohvala? Pohvale obvezno tudi moramo dajati. Vedno gre za neko razmerje med pohvalo in kritiko, ki ni številčno, so raziskave te ugotavljale, ampak se tega ni potrebno tako držati, ker je to nemogoče izmeriti. Važno samo je, da ne boste samo kritizirali, ampak takoj, ko pa nekdo to naredi, kar ste od njega zahtevali, ga pohvalite. Tudi če je to najbolj samoumevna stvar, ki jo zahtevate že dlje časa. Zakaj hvalimo? Zato, ker želimo, da oseba nekaj ponavlja. In pohvalimo lahko tudi osebo, tako da rečemo priden si, ampak bolj se držimo tega, da pohvalimo vedenje. Bravo, hvala, zelo sem vesela, da si pomil posodo, res mi to veliko pomeni. In s tem torej vem, da je pomivanje posode tisto, kar si mami želi od mene, ne pa samo priden si, ok, priden sem, kaj to zares pomeni. In kritika, pohvala naj bo takoj, tudi v razredu. Takoj, ko nekaj opazite, takoj lahko je pred drugimi. Če boste pa kritizirali neko vedenje, je pa to bolje, da je to mogoče izven te situacije, ampak ne sme preteči veliko časa. Nikoli na osebo kritike, to pa ne. Se pravi, len si, nič se ti ne da, to pa nikakor ne. To smo že povedali, se pravi, pohvalim, zato ker želim, da oseba nekaj ponovi, in kritiziram, zato ker želim, da nekaj preneha delati. Zato mora biti to vedno takoj po nekem vedenju. Spremenim lastno mišljenje, tega mislim, da nismo danes zasledili, ampak se bom vseeno temu tudi še malo posvetila. Pogosto imamo, medtem ko delamo z mladimi športniki, tudi sami neka omejujoča prepričanja. To je po mojih izkušnjah zelo redko, ampak vseeno, če slučajno bi jih imeli, bi to zelo na naše vedenje, na naše vodenje in na našo komunikacijo z mladimi športniki vplivalo. Zato je prav, da se tega zavemo in skušamo te stvari pri sebi tudi spremeniti. Katero razmišljanje bi pa to lahko bilo? Naprimer, vsi morajo imeti vrhunske cilje, visoke cilje. Tisti, ki ne zmore, pač ne zmore in tukaj se ne da nič narediti, nima smisla takega športnika vlagati. To tudi v šolskem sistemu kdaj opazimo, pač on ne zna, njemu jeziki ne grejo in pač tukaj ni pomoči, naprimer. Ali celo na tak način, da tisti, ki nima potenciala za to, da bi bil vrhunski športnik, pač boljše, da neha, nam ni toliko pomemben. Ali pa če ne bo letos naredil nekega preskoka, pol bo pa prepozno, torej mora napredovati. Ali pa vseeno mi je, sam mora to urediti, sam se mora za to motivirati, mi drugi trenerji, učitelji nismo za to poklicani. Ali pa nihče ga ne sili v to, to je čisto njegov problem, če vsega ne zmore. Jaz mislim, da so ta mišljenja vseeno zelo redka,
če pa so, pa sigurno jih je treba spremeniti, zato ker bodo zelo ovirale naše delo s športniki. Če govorimo zdaj o naši podpori ali pa o starševski, trenerski podpori, je pomembno, da ne glede na rezultat športnika sprejemamo, ne glede na to, je izgubil ali je zmagal, in da vzgajamo na vseh področjih, ne samo na športnem, tudi na šolskem, tudi na vseh ostalih, da pazimo na to, kaj mladostnik o sebi razmišlja in da gradimo in krepimo njegovo samopodobo na vseh ostalih, ne samo športnem področju, da predvsem iščemo notranje motive za šport, torej zakaj treniram, zato ker mi je všeč, ker imam to rad, ker se v tem športu najdem, ne zato, da bom enkrat uspešen in bogat in slaven. Druga področja, ko smo že omenjali, se pravi, tudi šola je pomembna, tudi hobiji so pomembni, branje je pomembno, druženje je pomembno, ne samo šport. Pomoč, ja, ampak po drugi strani tudi krepitev samostojnosti in sprejemamo, umirjamo čustva, ki bodo mogoče privrela na dan ob slabi oceni, ob slabi tekmi. Mi smo tisti, ki jih učimo, kako emocije kontroliramo, zato ker oni tega še ne vejo. Tudi soočanje s frustracijami, ko pride, tu smo spet mi tisti, ki jim pokažemo, kako se sooči s frustracijo, kaj narediš takrat, ko ti je težko. In to, kar bodo oni pri nas opazili, kako mi reagiramo, ko se je nekaj v službi zgodilo, ko se je nekaj zgodilo, kar nas je pretreslo, tako bodo tudi oni verjetno se soočali s svojimi stresnimi situacijami. Nagrajujemo trud, vztrajnost, tudi če so dobili 3, 2, v redu, si se potrudil, je to lepa ocena, torej ne zahtevamo vedno samo najvišjih ocen in tudi pazimo, kako recimo se starši pogovarjamo, ko se pogovarjamo o tem, ker mnogokrat starše malo zanese v to, da si želijo, da so uspešni otroci tako v športu, kot tudi v šoli. Realna pričakovanja, kritika vedenja, kot smo že omenjali, ne osebe in nikoli ne kritiziramo in komentiramo tekme, rezultata nastopa. Kot starši, kot učitelji, to so naloge trenerja. Torej mi ne komentiramo tega, kaj je bilo in zakaj niso tam podali, zakaj so tam zgrešili, zakaj oni niso igrali, pa nekdo drug igral. Tem komentarjem se res izognemo. In seveda spodbujanje, dokdaj, do takrat, ko pa je smiselno zaključiti športno pot. To pa odpira še mnogo drugih vprašanj, kdaj je ta konec zares potreben. To je odvisno od veliko različnih stvari. Zato težko odgovorimo danes na to. Večina konča ob zaključku osnovne šole ali ob zaključku srednje šole, približno 80% do 90% potem zaključi, kar je tudi normalno in tako sito sigurno je za vrhunski šport in tega ne bomo mogli spremeniti. Če še malo zaključim v tem bralnem duhu, naj poudarim, da glavni vpliv imamo sigurno s svojim zgledom. In če nam uspe s svojim zgledom nekoga naučiti, da bere, ali naučiti nekaj drugega, to velja za v bistvu vsa vedenja, ne samo za branje, potem je zgled tisto, kar probamo sami pri sebi. Biti pozorni na to, kakšni smo mi, kako se mi obnašamo, kaj mi počnemo, ker to sigurno potem tudi mladi, ki nas opazujejo, vidijo in temu sledijo. Hvala za vašo pozornost.